Ritem srca 2025. Ni premalo. Ni premalo, če sta v studiu samo dve gosti, ki pa ni premalo, če sta izvajalki, avtorici in prav lepo pozdravljam zdajle Katarino Bordner in Glorijo Forjan. Lepo pozdravljeni, dobrodošli v Utrip kraljestva. Tak krasen izraz, v katerem se vsi počutimo domače, sprejetega doma. V resnici pa pomeni več kot bi človek, recimo tako, če prebere festivalski list, skupina, ansambel, zasedba. Utrip kraljestva, Katarina, tule začnimo. Kaj pravzaprav je? Ja, razvozlajmo to. To je združenje slavivcev. Vseh teh, ki ljubijo Boga, ki ljubijo slavljenje in ki imajo srce za cerkev, ki je nevesta Boga. In to nas združuje in skupaj se najdemo bolj projektno, da ustvarjamo glasbo, da pišemo slavilne pesmi in da imamo slavilne večere in tudi usposabljamo slavilne skupine. Če gre človek malo k stricu Google, no zdaj že umetna inteligenca pomaga, Glorija, pa vpraša, kaj je v Utripu kraljestva, kmalu pride na misel, da je želja Utripa kraljestva prinesti to veselje do ustvarjanja slavilne glasbe, poskrbeti za to, da pridejo slavivci. Kako to doseči, na kakšen način? S tem se midve obadava že nekaj let, kako to doseči, zato ker to preseže samo neko ustanovo, to preseže samo neko skupino, kot smo prej govorili, to gre za nekaj več. To gre za čaščenje Boga. In vsak je dobrodošel, ki slavi Boga. Vsak je dobrodošel, ki si to želi v svojem življenju uresničiti, ki ima ta dar, ki ima ta poklic, to poklicanost, in ki ima na koncu pač to srce. Kako to doseči bi vredno? Če lahko dodam. Ja, prosim. Samo, kar je res pomembno, se mi zdi tukaj, da včasih sem mislila, da je slavilna glasba neka zunanja oblika čaščenja. Tudi pogovarjala sem se z ljudmi vedno o tej zunanji obliki, dajmo, ne vem, pa bend naj tako igra, pa pojmo to, pa naj bojo taki aranžmaji, pa naj bojo pesmi, ampak na koncu dneva se gre. Ali ljubiš Jezusa? In kaj iz tebe pribere ven? In če bomo mi delali raj na tem, da bomo se z ljudmi pač pogovarjali o tem, kako lahko ti danes še bolj zahrepeniš po odnosu z Bogom, z Jezusom, kako potem iz tebe slavljenje vrelo ven, ne boš mogel zaustaviti tega. In tudi upam, da v Utrip kraljestva stojimo tukaj, da upam, da bojo prišle nove oblike čaščenja ven, da bojo prišle slovenski načini, ker pač seveda me skrbi to, da nekako kopiramo tujo sceno, samo zunanjo obliko kopiramo, ampak meni se gre za to, da bi res prišlo pa iz slovenskega srca nekaj avtentičnega, iskrenega, to, kar pač privre, ko imaš nekoga rad. In potem pride marsikaj drugačnega, kar vidiš v tujini, Zato se gre odnos z Jezusom. In če pač se lahko to nekako podkrepimo to, mislim, da smo uspeli. Krasne misli in mislim, da je vse to tudi v srcu ritma srca, saj želimo si, da bi bilo tako. Glorija, na vprašanje, kako to doseči, da človek z glasbo slavi Gospoda, da začuti, da lahko Gospodu zapoje, da mu reče hvala, da ga prosi v pesmi, na to bi verjetno krasno odgovorila tudi vajina mama. Sestri sta in ona je položila ta plamen v vajini glasbeni srci. Ja, to si zelo lepo rekel. Res je, mama je bila ta, ki je v bistvu dnevno poslušala gospel glasbo in s tem sva tudi midve odraščali. Sva bili vzgojeni v krščanski družini. Vera je bila nekaj takega, kar je bilo pač vedno prisotno v našem življenju, ne samo ob nedeljah, ampak dnevno smo se zatekali k Bogu, ga slavili, ga hvalili, seveda tudi jokali k njemu, ko je bilo težko. Bog je bil v našem domu prisoten. Mama je strastna slavivka, res rojena, da pač res prepeva Gospodu in to je tudi na naju prenesla, tako da sva že v bistvu, že kot majhni se celo igrali bogoslužje, se spomniš, ne? Tako, Katka je igrala na klavir, jaz sem igrala na violino, hkrati sva peli, sinhronizirali, harmonizirali, pač res uživali v tem. Moram reči, da to je bilo nekaj takega, kar je bilo nama dano, pa hkrati sva tudi midve začutili, da lahko na ta način Bogu služiva. In res pa se je pa nekaj tako posebnega zgodilo, bil je en misionar v Sloveniji, ki je bil tudi glasbenik, jazz, v jazz vodah je bil in naju je prvi opazil in on je v bistvu takrat potem spodbudil naju obe, da narediva prvi tak evangelizacijski večer na Valentinovo. In imeli sva še druge pevke ob sebi, ampak smo tako lepo to zapakirali v paket, kjer smo povabili svoje prijatelje, peli
nekrščanske, ljubezenske pesmi, na koncu pa zapeljali večer tudi v pesmi, ki govorijo o ljubezni do Boga in podali svoja pričevanja. In to je bila ta odskočna deska, ko smo videli, da lahko pesem je na slavo Bogu, pa hkrati tudi povabilo ljudem, ki ga še ne poznajo, da na drugačen način začutijo njegovo ljubezen. In jo mogoče zaslišijo na drugačen način, kot samo v cerkvi pri maši. Torej v slavo Gospodu in ljudem v veselje, pa tudi v spodbudo za to, da ga slavijo in da se zazrejo nanj. Vsaka skladba pa ima gotovo še kakšno prav svojo zgodbo, kakšno ozadje, ki pelje, ne vem, do besedila, do melodije. Vem, Katarina, da marsikaj, kar si ustvarila prej, je išlo tudi iz tvojih spoznanj, ki jih je prinesla bolezen, ki jih je prinesla tvoje izkušnja, spet postaviti se na noge. Kakšna je pa zgodba skladbe, ki jo bosta predstavili, ki jo bo Utrip kraljestva predstavil na festivalu Ritem srca? Ni premalo, česa ni premalo, komu ni premalo? Lahko jaz začnem, kje bo Katka nadaljevala, ampak letos smo se usedli kot ekipa Utrip kraljestva, katero vodi Katarina, in nas je zelo lepo na začetku leta popeljala v biblične odlomke. In sicer opazovali smo 2 odlomka, pa Katarina je rekla, naj opazujemo, česa primankuje ljudem v tistem odlomku. Zelo zanimivo. In res, ko smo opažali, da ljudje niso imeli dovolj določenih stvari, smo ratali malo zapostrirani, ker smo se zavedali, da tudi mi kot Utrip kraljestva nimamo vsega, da bi lahko ustvarjali to, kar mogoče si želimo ustvarjati. In tisti odmev, da to, kar pa imamo, pa je dovolj. In zato je naslov pesmi. Ni premalo. Ni premalo, tako, ker je dovolj v Božjih očeh. Zgodba, ena od teh prilik, katero je Katka takrat navedla, je bila pa ravno ta zgodba o tem, kako Jezus nahrani 5000 ljudi in kako mu deček prinese ribe in pač kruha, in to, kar je imel, je prinesel in dal. Zdaj pa ti lahko poveš, kako je pa nastala ta pesem. Seveda upam, da izpostavi ta čudovit Božji karakter, da Gospod je velik, da je Gospod mogočen in da lahko iz malih stvari, oziroma ravno iz malih stvari gradi kraljestvo sebi. In seveda naša želja je, da vsak Slovenec spozna evangelij in da vsak Slovenec se sreča s tem čudovitim velikim Bogom. To bi bila misija uspešna, da rečeš. In ta seveda, ko sem jaz to pisala, takrat me je kar stisnilo v srcu, pa bo kako bo vsak Slovenec in kdaj in na kak način res tebe spoznal na oseben način. In ko te stisne, si rečeš, imaš tak občutek, nisem dovolj, ne morem, ne zmorem, ampak potem je v bistvu skozi samo sem slišala to, da kaj pa imaš, to mi daj, sebe mi daj. Seveda in potem v pesmi govoriš, daj mi ta gorčično seme vere, daj mi to ribico, ko imaš, daj mi svoje srce, daj mi to hvalo, ko imaš. Vse to, jaz sem velik Bog, jaz lahko pomnožim in naredim nekaj, kar sem že v preteklosti naredil. In jaz vem in verjamem, da imamo res Boga, ki dela res čudovite stvari tudi v današnjem času, tudi srečuje, daje se spoznavati ljudem tudi v današnjem času. Tako da v tem, in ker je to pač tema, mi smo razmišljamo o upanju, letošnja tema je upanje. Meni to prinese upanje, da imamo takega velikega Boga. Ne vem, a vam ne? Dragi Katarina in Gloria, že zdaj le delujete kot misionarki, vem, da bo tako tudi z Utripom kraljestva, ki bo kar za misionarji vzotra Ritma srca. Želim obema pa zasedbi, ki bo z nami na festivalu, pa v Utripu kraljestva sploh, res, da bi dosegali cilje, da bi bili vedno usmerjeni v Gospodu, ki je eden, naš skupni. Hvala lepa za pogled naprej v festival. Vsem vam, dragi gledalci, gledalke, poslušalke in poslušalci, pa ki razmišljate, se bi šel na Ritem srca, ampak imam premalo volje, premalo časa, ne, ničesar ni premalo, samo vzeti si je treba vse za slavljenje Gospoda in festival. Hvala obema in srečno. Hvala. Nasvidenje.